Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o nemškem super orožju oziroma Wunderwaffe. V slovenščini to dobesedno pomeni čudežno orožje. Koncept čudežnega orožja se je pojavil sredi vojne, ko je nacistična Nemčija začela izgubljati vojno. Vendar pa ker so nacisti verjeli, da so sposobni zmagati vojno z inženirstvom, so razvili mnogo orožij, ki pa so bila nekatera zelo daleč pred svojim časom. Recimo helikopterji, reaktivna bojna letala, supertanki, atomska bomba, leteče naprave, ki pa bi nekatere spominjala na NLP-je in ure, ki naj bi ustavile gravitacijsko polje. Za vas sem zbral nekaj najbolj neverjetnih orožij, ki so si jih zamislili nacisti. Seveda bo ta seznam le majhen del Wunderwaffe, ki so si ga zamislili nacisti. Nekatere zasnove so bile nenavadno smešne, nekatere pa so bile znanstvena fantastika, ki bi jih gradili celo desetletje. Nekatera pa so bile popolnoma smrtonosna. Če kaj zagotovo vemo, je to, da kruti in neustavljivi nacisti niso skoparili na oddelku za ustvarjalnost. Die Glocke oziroma ura. Die Glocke naj bi po nekaterih teorijah skrivnostni nemški eksperimentalni projekt med drugo svetovno vojno. Obstaja veliko špekulacij glede tega, kaj naj bi Die Glocke dejansko sploh počel. Nekateri viri trdijo, naj bi bil to nekakšen prototip orožja, ki naj bi imel sposobnost generiranja močnih magnetnih polj. Drugi pa menijo, da je bil del programa za antigravitacijsko tehnologijo. Obstaja zelo malo zanesljivih informacij od Die Glocke, zato je težko natančno določiti, kaj naj bi ta stroj dejansko počel. Vendar pa obstaja več hipotez in teorij, ki segajo od antigravitacijskih sposobnosti, časovnih potovanj do uporabe za energijske namene. Vendar ni nobenih trdnih dokazov o tem, da je Die Glocke dejansko obstajal ali pa da je imel kakršnekoli resnične funkcionalnosti. Super tanki. Švabi so res imeli dobre tanke. Tigre, panterje in tako naprej. Vendar sta ta dva najbolj poznana. Sledi ima še Maus oziroma Panzer 8, ta tank je bil težak 188 ton in na 1 kilometer je porabil okoli 10 litrov goriva. Bil je dobesedno pošast med tanki. Dolg je bil 10 metrov in širok je bil 3,70 metra. Potoval je pa s hitrostjo 20 km/h. Nacisti so izdelali zgolj 2 taka tanka, vendar je bil v praksi neuporaben. Prvi razlog je bil, da je dobesedno požaril preveč goriva. Drugi razlog pa je bil, da je bil ta tank pretežak in ljudje do danes nismo izdelali težjega tanka kakor Mausa. Land Cruiser 1000 Ra. Čeprav nikoli ni prišel iz papirja v realnost, si zasluži mesto kot eden od nemških najbolj ustvarjalnih izumov za tank. Ta tank je bil dobesedno bojna platforma. P1000 Rate je bil več kot tank. Z več kot 1000 tonami bi bilo vozilo bolj mobilna platforma kot dejanski tank. Vozilo je bilo zasnovano kot platforma za dva 280 mm topova in zaščiteno s 4 128 mm protiletalskimi topovi. Tank pa bi upravljalo med 20 in 41 vojaki. Velik je bil kar 11 metrov in dolg je bil 35 metrov. Hitler je bil navdušen nad konceptom, vendar je Albert Speer, ki ni bilo nobene koristi za tako smešno velik tank, je zato preklical projekt, preden bi bilo mogoče sploh izdelati prototip. Rakete so morda eden najbolj znanih Hitlerjevih Wunderwaffe. V2 in naslednik V1 in prva vodena balistična raketa dolgega dosega na svetu. V2 je bil Hitlerjevo maščevanje za zavezniško bombardiranje nemških mest in je začel padati z neba nad zavezniškimi mesti od septembra 1944. Med vojno so jih izstrelili več kot 3000. Življenje pa je izgubilo več kot 9000 civilistov. Toda najbolj smrtonosni davek so imeli prisilni delavci. Pri izdelavi tega orožja je umrlo več kot 12 000 delavcev in ujetnikov v koncentracijskih taboriščih. V2 je potoval z nadzvočno hitrostjo, pred njim pa ni bilo nobene obrambe in pred udarcem ni bilo nobenega zvoka. Izstreljeni so bili za mobilne ploščadi, ki pa jih je bilo mogoče dobro skriti v gozdnatih območjih. Po vojni so Sovjeti in zahodni zavezniki tekmovali, da bi pridobili čim več V2 nemških znanstvenikov. Glavnega znanstvenika, ki je delal na programu Wernera von Brauna, so ujeli Američani in je oblikoval temelje prvih raket uporabljenih v ameriškem vesoljskem
programu. Sovjeti pa so uporabili tudi tehnologijo V2 za pospeševanje svojega vesoljskega programa. Sputnik je v orbito izstrelila prva medcelinska balistična raketa na svetu, ki je neposredni potomec V2. Horten HO-229. Projekt je bil odgovor na zahtevo Hermana Göringa po lahkem bobniku, ki bi lahko nosil 1000 kg na 1000 km pri hitrosti 100 km/h. Rezultat je bil zasnova letečega krila, ki je naredil več, kot so se njegovi ustvarjalci zavedali. Tako kot mnoga druga nemška čudežna orožja, tudi ta stroj nikoli ni prešel iz faze prototipa. Zgrajena so bila 3 letala, vendar nobeno ni bilo nikoli uporabljeno v boju. Zanimivo pri tem letalu je to, da ga ni mogel zaznati radar. To je bilo eno prvih letal v tistem času, ki bi lahko letela brez da bi zaznal radar. In prav to letalo je postavilo temelje pri ameriških nevidnih letalih. Gustav težki top. Schwerer Gustav je bil največji artilerijski kos, ki je bil kadarkoli izdelan. To je bil železniški top, zasnovan posebej za uničevanje francoskih utrdb vzdolž magnetove linije. Top ni bil pripravljen pravočasno za kampanjo proti Franciji, vendar je deloval kasneje v vojni med obleganjem Sevastopola, kjer se je izkazal zelo učinkovitega s svojim 800 mm granatami. Med obleganjem je uničil skladišče streliva, ki se je nahajalo 30 metrov pod zemljo. Celoten top je tehtal 1490 ton in je imel dolžino 47 metrov. Potreboval pa je 250 ljudi, da so ga upravljali. To je vključevalo polaganje proge, kopanje jarkov in sestavljanje topa in njegovo upravljanje. Čeprav je top videti impresiven, ta Wunderwaffe ni bil deležen veliko akcije. Shut your guys up. They're breaking at 11, breaking at 11. Planes 9 o'clock coming around. Fighter 10:30 coming around. 10:30 upper order. B-17 out of control at 3 o'clock. Come on, you guys, get out of that plane. Bail out. There's one. He come out of the bomb bay. What was that? What the hell was that? It went by like we were standing still. Blue leader to group. Get off the air. Going by at 2 o'clock. What the hell is it? ME-262 oziroma Lastovka je bilo prvo lovsko letalo na reaktivni pogon na svetu in je verjetno najvidnejše med Hitlerjevimi letali. Letalo bi moralo delovati že prej v vojni, tudi težave s kakovostjo kovine, motorjem in političnim vmešavanjem so pomenile, da je letalo delovalo šele od aprila 1944. ME-262 je bil v zraku tako boljši, da so ga zavezniki lahko premagali samo z uničenjem na tleh, ter med vzletanjem in pristajanjem. Njegova neverjetna hitrost je pomenila, da ga nisi mogel sestreliti v zraku, saj je letel več kot 100 km/h hitreje od takrat najhitrejših letal. Če bi bil ME-262 uveden prej v vojni, bi lahko imel pomemben vpliv, a v resnici jih je bilo izdelano premalo. Zavezniško bombardiranje je imelo katastrofalen učinek na sposobnost Nemčije pri pridobivanju kakovostnega materiala in drastično je upočasnilo čas proizvodnje. V1. Nacisti so prvič izstrelili V1 proti Londonu 13. junija 1944, en teden po zavezniškem izkrcanju v Normandiji. Sprva je bilo vsak dan izstreljenih več kot 100 V1 raket. Tudi ko so zavezniki napredovali naprej proti vzhodu, je omejen domet V1 pomenil, da so se morale tarče premakniti proti vzhodu. Ko je Anglija padla iz dosega, so V1 izstrelili na tarče na Nizozemskem in v Belgiji in nadaljevali vse do konca vojne. Obramba pred V1 je vključevala baražne balone in običajne protiletalske topove, vendar je bila ena metoda učinkovita, čeprav izjemno nevarna. Piloti lovcev bi lahko uporabili krilo svojega letala, da V1 med letom obrnejo na glavo in zmedejo njegov sistem za vodenje. Na koncu se je V1 izkazal za zelo učinkovitega, saj je bil stroškovno prijaznejši za Nemčijo in je Britanijo prisilil, da je velik del svojih vojnih prizadevanj preusmerila v obrambo pred njimi. Do konca vojne je bilo izstreljenih več tisoč V1.
Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.